Hej folk, tokrat en bolj kratek video, ki je v bistvu follow-up tistemu o Fursu in spletnim kreatorkam. Jaz sem namreč prišel na teorijo, da je večina teh punc fake. To mi daje misliti kar par stvari, ta glavna je pa to, da v svojih videih nikoli ne govorijo. Včeraj sem šla k avtomehaniku, da mi preveri olje in kjer je imel tako močne roke, sem se tudi jaz malo poigrala z njegovim menjalnikom. Vedno neki plešejo ali pa štorasto gledajo v kamero. Kam hočeš, da ti pride, a na češnje, na breskavce v mačko. Z nekimi bizarnimi napisi, ki so tudi vedno v istem stilu. A je to normo, da me je ginekolog dodala nista. Pirovi, moja mama ni vzočila strahopeca. Sicer je dostikrat slovenska muzika čez, pa komentirajo v slovenščini, ampak v samih videih pa nikoli ne govorijo. Iskreno, kam bi me peljal na first date? Koliko dolgo bi zdržal z mano? POV, pisal si mi na OnlyFans, sem ti pustila, da prideš do mene. Kar mi daje malo misliti, da bi lahko vsi te videi bili preprosto vzeti od nekih drugih žensk, ali pa mogoče celo AI generirani, in pol celo zadevo pač vodi nekdo tle. Ker teoretično lahko ne bi govorile zato, da zaščitijo svojo zasebnost, ampak itak v teh videih pokažejo svoj obraz in tudi svoje kao ime, tako da kaj bi to zaščitilo točno? Kaj, delajo na strani še na kakšni vroči liniji in ne bi rade, da jih kdo prepozna? Potem, kot rečeno, glasba je tudi kdaj slovenska, ampak ko pa pojejo zraven, pa nikoli ni. I like the way, are you ready? Leta 2024 objavljajo slike, ki so bile zgleda narejene leta 2016. Pač fuljenih takih sumljivih malenkosti, ampak najbolj sumljiv podatek pa je prišel ven iz Fursa. Svoje podatke so Fursu namreč prijavili v Sloveniji samo 3 OnlyFans uporabniki. In tukaj mislim, da so res bili uporabniki. Teh babe je zadnje čase zunaj malo morje in res dvomim, da bi hotele imeti težave s Fursom, tako da če bi bile to realne osebe, bi po moje prijavile. Ampak niso prijavile, kar lahko po moje pomeni dve stvari. Ali so te punce ful bolj davčno pogumne od mene, ali pa to sploh niso punce in samo par tipov objavlja te videe in potem pobira vaš denar brez nekega bistvenega truda. No, razen če si na OF tudi kaj dopisujete z njimi, pol ga dejansko nekaj vložijo, ampak kar se mene tiče, tudi če ne bi. Glejte, ocenite zase in če se vam zdi ta teorija smiselna, lajkajte ta video, če se vam pa ne, pa napišite v komentarje zakaj, me res zanima. A ja pa, edina, ki sem jo omenjal in za katero to ne velja, je pa Iris. Rabiš pomoč? Ne, jaz sem samostojna, feministična, odgovorna ženska, jaz ne rabim moškega. Iris je pa 100% resnična punca, tako da če že morate kakšni tej spletni kreatorki namenjati vaš denar, pa ne priporočam da ga, pol svetujem njo. In ta video ni sponzoriran od Iris, preden si boste kaj mislili, me je samo toliko nasmejala z unim kraljem Matjažem, da ji res privoščim. Ok, to je to, kratko in sladko. Ajde folk, se vidimo, čau! In nehajte mi pisati v komentarje, da se mi po očeh vidi, da sem zadet. Alergije imam, folk.